Zakaj Iran ne sprejme te jedrskega sporazuma? Ker iz naše perspektive nima nobenega smisla, da je ne bi. Nimajo denarja, skoraj se utapljajo v sankcijah, izgubili so svoje vodstvo, njihovi jedrski objekti so v razsulu. In trenutno je na mizi dogovor, ki bi vse to rešil. Vse, kar morajo storiti, je, da se odpovejo svojim jedrskim ambicijam, pa vendar še naprej vztrajno zavračajo. To je vprašanje, na katerega nihče ne zna pravilno odgovoriti. In zato ste tukaj vi. Da bi na to odgovorili, moramo za trenutek zapustiti naš zahodni način razmišljanja in stopiti v bes. Kajti tisto, kar to poganja, je ideologija, ki je tako tuja našemu razmišljanju, a ko jo enkrat razumeš, vse, kar počne Iran, postane jasno. Vsaka zavrnitev, vsaka provokacija, vsaka rdeča črta, ki jo prestopijo, nenadoma popolnoma dobi smisel. To je Mijakeša GNS-TV. Pojdimo kar naravnost na stvar. Začnimo z majhno zgodbo. Zgodbo o tem, kako pride Mesija v islamski veri. Začne se s kaosom, namernim in nujnim znamenjem, da je konec blizu, obdobjem svetovne stiske, ki je tako huda, da se svet, kot ga poznamo, začne podirati. Vojne, kuge in trpljenje v obsegu, kakršnega človeštvo še ni videlo. Popoln kaos je začetni signal, dokaz, da se božji načrt končno uresničuje. In iz tega kaosa se pojavi on, skriti imam, Mahdi, Mesija islama. Oseba, ki je bila pred svetom skrita več kot 1000 let, a je še vedno živa in čaka na trenutek, ko nastopi. Trenutek, za katerega je Bog določil, da je pravi čas. Ko se pojavi, zbere svojo vojsko in se odpravi proti Jeruzalemu, ker je tam sovražnik, in tam so sile zla postavile svojo trdnjavo. In zadnja bitka med dobrim in zlim se odvije na tej zemlji. In imam zmaga, zgodovina, kot jo poznamo, se konča in božja pravičnost končno zavlada na zemlji. To je zgodba. In leta 1979, ko je Homeini prišel na oblast, se je začelo uresničevanje te zgodbe. Večina ljudi gleda na iransko revolucijo leta 1979 kot na politični dogodek, v katerem je islamska vlada zamenjala zahodno podprto oblast. In takšno prikazovanje, čeprav je tehnično pravilen, v resnici ne pove celotne zgodbe. Ta revolucija, islamska revolucija, je popolnoma spremenila namen iranske države in razglasila, da Iran ni več država v običajnem smislu, ampak prva stopnja nečesa kozmičnega, prihod islamskega mesije. Da bi razumeli vso težo te trditve, moramo razumeti, kdo ta skriti imam pravzaprav je in kaj njegov položaj pomeni v šiitskem islamu. Kajti to je prepričanje, ki poganja vse. Od jedrskega programa do hormuške ožine, zavračanja dogovorov, ki jih ponuja Zahod. In to je prepričanje, ki ne sega nazaj do leta 1979, temveč do leta 874 našega štetja. Šiitski islam, veja islama, ki prevladuje v Iranu, je zgrajen okoli koncepta imama. In v šiitski teologiji ta beseda nosi težo, ki nima pravega ekvivalenta v zahodni verski tradiciji. Ker je imam osebnost kozmičnega pomena, ki jo izbere sam Bog, in jo imenuje prejšnji imam. Ima lastnosti, ki jih noben navaden človek ne more pridobiti, saj ima nadnaravno znanje o božji volji, ki se prenaša skozi verigo božanskega prenosa vse do preroka Mohameda samega. To je bilo kar zapleteno. Toda po smrti preroka Mohameda je vprašanje, kdo lahko vodi muslimansko skupnost, razdelilo islam na dve veliki veji, ki obstajata še danes. Sunitski muslimani so sprejeli sistem človeškega soglasja za izbiro svojih voditeljev, medtem ko šiitski muslimani verjamejo, da je prerok Mohamed že določil svojega bratranca in zeta Alija za božansko določenega naslednika. Po Aliju je bilo še 11 imamov, vsak je bil določen od svojega predhodnika, vsak je bil zakoniti vladar, ne le muslimanov, ampak vsega človeštva. Zanimivo je, da je bilo vseh teh 11 imamov ubitih ali zaprtih strani vladajočih oblasti svojega časa, ker so po islamu tisti na oblasti razumeli, da obstoj pravega in božansko določenega imama naredi njihovo lastno oblast nelegitimno. Potem je prišel 12. imam in ko je bil še majhen otrok, je izginil. Po šiitski teologiji ni umrl, ampak je bil skrit. Bog ga je skril pred svetom, da bi ga zaščitil pred istimi silami, ki so uničile njegove predhodnike. Šiitski muslimani verjamejo, da je še vedno živ. Zdaj, po več kot 1000 letih, je duhovno prisoten v svetu, opazuje, kako se dogodki odvijajo in da se bo vrnil. Ko Bog odloči, da je prišel trenutek, bo vodil končni boj, vzpostavil božjo pravičnost na zemlji in pripeljal zgodovino do njenega zaključka. To je središče šiitskega islama, v katerega verjame Islamska republika. Več kot 1000 let po izginotju 12. imama so večinski šiiti imeli enako politično stališče. Čakamo na svojega mesijo.
Potrpežljivi smo. Ne prevzemamo oblasti, ker nobena vlada ni zares legitimna, dokler se imam ne vrne. In verniki naj živijo svoje življenja, pod katerokoli oblastjo, ki obstaja, medtem ko čakajo na božji čas. Temu pravijo kvietizem in nekateri ljudje ga zagovarjajo še danes. Vendar pa pride Homeini, ki se odloči, da bo to popolnoma zavrgel in poda argument, v katerem predstavi eno najbolj politično eksplozivnih teoloških trditev v sodobni zgodovini. Ker je menil, da imam ne čaka, da bi Bog ustvaril politično okolje za Mesijo. Imam je čakal, da bo muslimanska skupnost opravila svoj del, pripravila teren, zgradila takšno islamsko civilizacijo, ki bi omogočila njegovo vrnitev. In ta priprava ni bila pasivna, ampak je bila nujno in dejavno potrebna. Začenši z vzpostavitvijo prave islamske vlade v Iranu, prav zdaj, kot prve faze v procesu, ki bi na koncu pripeljal do pojava imama. Naredil je še nekaj drugega, kar je to teologijo spremenilo v vojaško poslanstvo. Svojim privržencem je povedal, da je njihova odgovornost pripraviti teren za vrnitev imama. To je zahtevalo aktivno upiranje silam zatiranja, ki so se vedno postavljale proti božanski resnici, istim silam, ki so pred leti zaprle in zastrupile 11 imamov. In iste sile, ki jih je Homeini v sodobnem svetu prepoznal kot ameriški imperializem in sionizem, ki jo je imenoval istikbar, aroganca, večni zatiralec. In posebej za ta odpor je ustvaril islamsko revolucionarno gardo. Kaj mu je po vseh teh letih dalo legitimnost? Obstaja doktrina, ki pravi, da mora v odsotnosti skritega imama kot njegov namestnik vladati najbolj usposobljen islamski učenjak. In zato ima vrhovni voditelj Irana uradni naziv namestnika imama. Vlada kot zemeljski predstavnik osebe, ki je skrita že 12. stoletji in izvaja oblast, ki zato ni zares politična, temveč teološka in božanska. Ko iranskemu vojaku povedo, da je njegov vrhovni voditelj namestnik skritega imama, neposlušnost ni vojaška nepokorščina, to je greh proti Bogu. In to je tisto, kar je zvestobo IRGC spremenilo iz vojaške discipline v nekaj, kar je veliko, veliko težje zlomiti. Islamska revolucionarna garda je ideološka sila, ustvarjena takoj po revoluciji leta 1979 z izrecnim namenom, da ne brani iranskih meja, temveč samo islamsko revolucijo. Božansko poslanstvo, ki ga je predstavljala, da privede do prihoda Mesije ali vsaj pripravi teren za to. Njeni vojaki, poleg vojaškega usposabljanja, prestanejo tudi intenzivno teološko indoktrinacijo, kjer jih sistematično in namerno učijo, da niso vojaki iranske nacije, temveč vojaki skritega imama. Da njihova zvestoba ni namenjena nobenemu predsedniku ali parlamentu, temveč neposredno vrhovnemu voditelju kot namestniku imama in prek njega Bogu. Kar je ključno, IRGC sebe ne dojema kot nacionalno vojsko z nacionalnim poslanstvom, izrecno zavrača koncept nacionalne države kot zahodnjaško tvorbo. Namesto tega svet deli na Dar al-Islam, območje islama, in Dar al-Kufr, območje nevere. In razume svoje poslanstvo kot kozmično, ki presega meje katerekoli posamezne države. Zato financira, oborožuje in usposablja posredniške sile po vsem Bližnjem vzhodu, Hezbolah v Libanonu, Hutije v Jemnu, milice v Iraku in Siriji, kot dele imamove vojske. Mir je postavljen na kalup, katerega končna oblika je konec zgodovine. Na svet gledajo kot na države, ki po pravici pripadajo islamu. Po njihovi veri nikoli ne morejo odstopiti te zemlje ali teh morij, niti držav, ki pripadajo nevernikom. To so neverniki, proti katerim se je treba boriti. In iz njihove perspektive je res tako črno-belo. Zdaj se vrnimo k zgodbi o tem, kako pride Mesija, ker so podrobnosti izjemno pomembne za razumevanje, zakaj se IRGC obnaša tako, kot se. Prva in najpomembnejša podrobnost je, da je obdobje pred Mahdijevo vrnitvijo fitna, velika stiska, kaos. To ni tragedija, ki bi predhajala odrešitvi, ampak nujen pogoj zanjo. To je božansko določeno, kar pomeni, da v teološkem okviru IRGC-ja globalni kaos ni nekaj, čemur bi se želeli izogniti. To je tisto, kar prepoznaš kot znak, da se božji načrt uresničuje. In bolj kot se stvari slabšajo, bolj kot je kaotično, bolj verniki razumejo, da je vrnitev imama, vrnitev Mahdija blizu. To je, zanimivo, točka, kjer zahodno strateško razmišljanje in teologija IRGC delujeta v popolnoma različnih svetovih.
Ker vsaka institucija, ki jo je Zahod zgradil, čeprav jim to ni uspelo, NATO, Združeni narodi, sporazum o nadzoru, teorija odvračanja, diplomacija sama po sebi obstaja na temeljni predpostavki, da je stabilnost cilj in da je katastrofalni konflikt neuspeh. Vendar pa teologija IRGC-ja pravi, da je katastrofalni konflikt začetek odrešitve in da je delo za njegovo preprečitev delo proti božjemu načrtu. Preprosto povedano, želijo si kaosa, želijo si zmede, želijo si vojne, ker to pomeni, da prihaja Mahdi, Mesija. Mahdi se pojavi iz tega kaosa, v spremstvu natanko 313 spremljevalcev, in IRGC se resnično dojema kot institucija, ki prav zdaj pripravlja te spremljevalce. V realnem času, zato je njihova indoktrinacija tako popolna in pripravljenost njihovih borcev na smrt tako absolutna. Ker se zavedajo, da se ne urijo za nacionalno vojno, ampak za zadnjo kampanjo imama. In tisti, ki preživijo, ki dejansko sledijo božjim besedam, so morda tisti, ki spremljajo imama. Kaj se potem zgodi? Mahdi nato popelje svoje sile proti Jeruzalemu, ker je tam Dajjal, islamski antikrist, figura katastrofalne prevare, ki k sebi privablja vojske zla, postavil svojo trdnjavo. In tu je podrobnost, ki vedno preseneti zahodno občinstvo, se v tistem trenutku vrne Jezus. Saj je v islamski teologiji Jezus pravzaprav spoštovani prerok. In ob koncu časov se spusti in pridruži Mahdiju, skupaj pa zasledujeta Dajjala do Bab Aluda, današnje osrednje Izrael. In tam ga uničita, s tem pa so sile zla premadane, imam vzpostavi božjo pravičnost na zemlji in zgodovina, kot jo poznamo, se konča. To mimogrede pojasnjuje, zakaj tako močno vlagajo v širjenje propagande, kot je Taka Harcen, da bi privržence Jezusa, kristjane, obrnili proti Izraelu. Razumejo, da krščanska podpora Izraelu ovira vrnitev Mahdija, ampak to je tema za drugič. To upam, da pojasnjuje njihovo obsedenost z Izraelom, saj sta Izrael in Jeruzalem osrednja točka za prihod njihovega Mesije. Ko IRGC gleda na državo Izrael, ne vidi le političnega tekmeca ali zgolj okupatorske sile na muslimanski zemlji, čeprav jo vsekakor vidi kot oboje. Gledajo na trdnjavo Dajjala, zgrajeno prav na ozemlju, kjer se mora odviti končna bitka, naseljeno in zaščiteno silami iz Tikbarja. Isti zahodni imperializem, ki so ga prepoznali kot večnega zatiravca božanske resnice. Obstoj Izraela, močnega, jedrsko oboroženega in podprtega strani Amerike ter z nadzorom nad Jeruzalemom, je zanje in za njihovo prerokbo resnična težava. Vrnitev Mahdija se ne more uresničiti. Dežela, kjer se mora zgoditi zadnja bitka, je v napačnih rokah in imam ne more priti. Mimogrede, zato so bili tako navdušeni nad 7. oktobrom, zdelo se jim je, kot da so to prvi koraki k prevzemu Izraela. In to zgodbo so ponavljali znova in znova, kljub temu, da ni bila resnična. Višji duhovnik povezan z IRGC je to uradno izjavil, mimogrede, leta 2015. Ne del o 7. oktobru, ampak tisti del o Izraelu. V svojem nagovoru članom IRGC je dejal, da je poslanstvo IRGC odstraniti ovire za pojav imama časa. In najpomembnejša od teh ovir je obstoj države Izrael. To, mimogrede, ni radikalno obrobno stališče znotraj islamske revolucionarne garde. To je njena uradna institucionalna teologija, poslanstvo organizacije, ki nadzoruje iranske programe jedrskega orožja, njen arzenal balističnih raket in njeno mrežo posredniških sil po celotnem Bližnjem vzhodu. Ampak kaj ima to opraviti s tem, da bi se odpovedali jedrskemu programu? Vidite, zdaj se vse začne povezovati, ker konec časov zahteva kaos, Mahdijeva vrnitev pa zahteva uničenje Izraela. Ampak Izraela, na njihovo žalost, ni mogoče uničiti na konvencionalen način. Ima najbolj izpopolnjene sisteme zračne obrambe v regiji, ima ameriško podporo, ima svoj nepriznani jedrski arzenal in konvencionalne vojaške kampanje proti njemu so skozi desetletja večkrat propadle. Torej vprašanje, na katerega islamska revolucionarna garda odgovarja znotraj svojega teološkega okvira je, katero orodje je sposobno povzročiti takšno stopnjo motenj, kot jo zahteva scenarij konca časov. Katera sila bi lahko hkrati razbila obstoječi red, ustvarila pogoje za globalne stiske, ki predhodijo prihodu imama, in omogočila tisto, česar nobena konvencionalna vojska ni uspela doseči. In odgovor v njihovem okviru so jedrsko orožje, ker so edina sila, ki lahko uniči Izrael. In, kar je še pomembneje, ker je to edino orodje, ki lahko deluje v obsegu, ki ga zahteva njihova teologija. Edina stvar, ki lahko ustvari kaos na ravni, kot jo opisuje Fitna.
Zato jedrski program ni pogajalski adut ali sredstvo odvračanja v zahodnem pomenu besede. Je orodje za izpolnitev božanske dolžnosti. Orodje, ki omogoča, da je scenarij konca časov fizično dosegljiv. In zato predaja tega ni politični kompromis ali nekaj, kar bi bili kdaj pripravljeni storiti. To je dejanje teološke izdaje. Mimogrede, iz tega vidite, zakaj so tako obsedeni s tem, da bi Izrael propadel in zakaj povsod poudarjajo, da jim je uspelo napasti Izrael. Če se islam in judovstvo borita za to, kakšen bo Mesija, in če naj bi imel prav islam, mora Izrael propasti. Trenutno je uspeh Izraela nekaj, kar resnično ruši njihovo teološko prepričanje. Zato so vse bolj jezni in vse bolj intenzivni v svojih napadih na Izrael. A postane še nekoliko huje, ker po zahodni teoriji odvračanja, teoriji, ki jo je Izrael dolgo časa zagovarjal, koncept medsebojno zagotovljenega uničenja, kar pomeni, da bosta obe strani uničeni in zato nobena stran ne bo uporabila jedrskega orožja, trdi, da jedrsko orožje ohranja mir prav zato, ker se obe strani enako bojita popolnega uničenja. In ta medsebojni strah je tisto, kar preprečuje, da bi kdo pritisnil na gumb. Toda ta logika temelji izključno na predpostavki, da si obe strani želita preživeti. Teologija Islamske republike je desetletja sistematično razgrajevala to predpostavko pri svojih borcih in ustvarila svetovni nazor, v katerem je smrt v končnem spopadu kot vojak Mahdija mučeništvo najvišjega možnega reda. Smrt v najbolj kozmično pomembnem trenutku v vsej človeški zgodovini, v službi božanske misije, na katero jih je vse v njihovem življenju pripravljalo. Kar pomeni, da medsebojno zagotovljeno uničenje ni odvračilni dejavnik za Islamsko republiko, še posebej ne za njihovo najbolj mahdijevsko frakcijo. To je opis prav tiste vrste apokaliptičnega kaosa, ki mora po njihovi teologiji predhoditi odrešitvi. Celotna zgradba zahodnega odvračanja, ki temelji na predpostavki, da je glavni cilj nasprotne strani preživetje, deluje na osnovi, ki preprosto ne velja za ljudi, ki dejansko sprejemajo odločitve o iranskem jedrskem programu. Zato, ko Izrael in Amerika pravita, da je grožnja dejansko naraščala in postajala neposredna, je to zato, ker obstaja razumevanje, da je Iran res namerava uporabiti svoje jedrsko orožje. Zdaj je pomembno poudariti, da Iran glede tega ne govori z enim glasom. In ko rečem Iran, seveda govorimo o Islamski republiki, ne o večini ljudi tam. Tudi znotraj njihove vlade obstaja resnična notranja razdeljenost med trdojedrskim Mahdijevim krilom znotraj korpusa Islamske revolucionarne garde in bolj pragmatično skupino, ki se drži tradicionalnega šiitskega stališča. Da ni naloga nobene vojaške sile, da pripelje Mahdija, da je to v božjih rokah in ne v njihovih, ter da mora biti preživetje Islamske republike na prvem mestu. Mimogrede, zdi se, da zunanji minister spada v to skupino in ali ga to naredi za resničnega zmerneža ali pa je preprosto dober policist v zelo namerni igri dobrega in slabega policista, iskreno povedano, ne vemo. A razkol se zdi resničen in ga vidimo skozi vsa pogajanja. Težava pa je v tem, da v resnici sploh ni pomembno. Ker ko se iranski diplomati približajo dogovoru z Ameriko, ga Islamska republika lahko sabotira v nekaj urah. In to smo videli, da so naredili prav v realnem času. Razlog, da pragmatiki tega ne morejo ustaviti, je enak razlogu, zakaj trenutno ne morejo ustaviti ničesar. Toda ker nimajo dostopa do mačtabe Homeinija, novega vrhovnega voditelja, ki ga od prevzema oblasti ni bilo mogoče videti ali slišati na kakršenkoli pomemben način. In je morda celo mrtev ali hudo onemogočen, pri čemer nihče zunaj ožjega kroga iranske revolucionarne garde dejansko ne pozna njegovega stanja. Ker ko je Homeini umrl na začetku te vojne, kdo je novi namestnik imama? Dobro vprašanje in odločili so se, da je to mačtaba. Ampak to je najbolj nevaren del tega, ker je v Islamski republiki vrhovni vodja, novi namestnik skritega imama, Božja beseda na zemlji. Trenutno se ta beseda filtrira izključno skozi najbolj fanatične skrajneže. Nihče pa ne ve, ali je resnična ali ne. Ni javne odgovornosti in ni načina, da bi zunanji svet vedel, od koga sploh sliši. Ali Teheran dejansko odraža odločitev živečega vrhovnega voditelja, ali pa gre za izmišljotino, ki jo upravljajo tisti, ki imajo od tega največ koristi. Kar zadeva Mudžabo, želim nasloviti še nekaj drugega, kar ste verjetno že slišali. Iranska vlada se že leta sklicuje na versko odločbo, fatvo, ki jo je izdal vrhovni voditelj Homeini, v kateri je razglasil, da so jedrsko orožje v islamu prepovedano, so haram.
In to so razkazovali kot dokaz svetu, da karkoli že gradijo, v resnici ni bomba. Zdaj, poleg dejstva, da ste, upam, seznanjeni s pojmom takija, kar pomeni, da jim je dovoljeno javno lagati brez zadržkov, da bi ohranili čast islama, morate vedeti nekaj stvari o tej specifični fatvi, če slišite za to v kakšni razpravi. Prva stvar je, da v šiitskem pravu fatva dejansko ni trajni zakon. To je odločitev vezana na okoliščine trenutka in življenje učenjaka, ki jo je izdal, kar pomeni, da jo je mogoče spremeniti ali popolnoma razveljaviti, ko se okoliščine spremenijo. Višji iranski uradniki so to povedali tudi uradno, pri čemer je nekdanji diplomat jasno izjavil, da fatva ni trajna in se lahko spremeni, če ZDA ali Izrael ravnata na nevaren način. Druga stvar pa je nekoliko bolj preprosta. Moški, ki je izdal fatvo, je mrtev. Homeini je bil ubit v februarskih napadih, njegov sin Mučtaba pa je nikoli ni ponovno izdal. In tako je s tem izginila edina verska omejitev, ki je iranskim diplomatom dajala kritje za pogajalsko mizo. Edini argument, ki je ločeval njihov program od orožja, ni več relevanten. Zato ne nasedajte temu argumentu. Zdaj Trumpova trenutna ponudba od Irana zahteva, da preda celotno zalogo obogatenega urana in ustavi vse bogatenje na iranskih tleh. Razstavi svoje objekte v Natanzu, Fordoju in Isfahanu, omeji svoj program balističnih raket ter konča podporo Hezbolahu, Hutijem in vsem drugim posredniškim silam, ki jih financira po regiji. V zameno bodo ZDA odpravile sankcije, odmrznile približno 20 milijard dolarjev iranskega premoženja in dovolile Iranu ponovno vključitev v globalni finančni sistem. Edina dovoljena jedrska dejavnost pa bodo majhni raziskovalni reaktorji za medicinske namene, vsi nad zemljo in popolnoma vidni. Zdaj, zgolj na politični in ekonomski ravni, je to čudovita ponudba. Iransko gospodarstvo so sankcije in stroški vojne popolnoma opustošili. Iransko prebivalstvo trpi in pragmatična frakcija znotraj vlade si pravzaprav želi tega olajšanja. Toda pragmatična frakcija ne nadzoruje jedrskega programa, ne nadzoruje Hormuške ožine in ne nadzoruje dostopa do vrhovnega vodje. Iranska revolucionarna garda pa ima nadzor in za iransko revolucionarno gardo je ponudba videti povsem drugače. Ne gre samo za to, da bi se odpovedali jedrskemu orožju v zameno za gospodarsko blaginjo. Kar Donald Trump zahteva v njihovem teološkem okviru je, da trajno razorožijo vojsko imama pred končno bitko. Da se odpovejo edinemu orodju, ki lahko ustvari kaos, ki ga njihova teologija zahteva. Da sovražniku izročijo zmago, ki je bila silam istikbarja odrekana 12 stoletij islamske zgodovine. In to v zameno za denar. Ne vidijo razumne izmenjave med dvema stranema z nasprotujočimi si interesi. Vidijo povabilo k odpadništvu, ki zdaj Mahdija, k razgradnji božanske misije, da bi bili tisti, ki zavlačujejo vrnitev svojega mesije. Zato ni dogovora, zato se pogajajo sem ter tja. Kaos. Kaos je bistvo. Ni zato, ker bi bila Islamska republika iracionalna, čeprav je to tudi res, ampak ker to preprosto ni politična kalkulacija. To je teološka obveznost in nobena politična ponudba na svetu se s tem ne more primerjati. Torej, zakaj ne spremejo dogovora? No, zdaj veste. In odgovor ni zapleten, ko ga enkrat pogledate z njihove perspektive. Pravzaprav je popolnoma logično, le da ne v nobenem okviru, ki bi ga bila zahodna diplomacija sposobna obravnavati. Zdaj, ko je vse to povedano, ali bi se lahko vseeno zgodil kakšen dogovor? Da, in tukaj je razlog. Ker obstaja načelo v šiitskem islamskem vladanju imenovano maslahatinizam, kar v bistvu pomeni, da preživetje islamskega reda presega vse ostalo. In ko je režim resnično ogrožen, ko se obroč stiska, lahko pragmatiki trdijo, da taktični umik ni izdaja poslanstva, ampak je tisto, kar bo na koncu ohranilo poslanstvo pri življenju. In to so že prej zagovarjali in to je že prej delovalo. Dogovor iz leta 2015 je bil prav to, preračunan premor, ki jim je omogočil, da so se pretvarjali, da opuščajo jedrsko orožje, medtem ko so ga v resnici obnavljali in to so vedeli. Kupil jim je čas. In čas je tisto, na kar vedno računajo. Stavijo na to, da bo Zahod s časoma izgubil potrpljenje, pogum, zanimanje in se umaknil, kot se je vedno doslej. Toda ta dogovor je drugačen od tistega iz leta 2015 in tudi to vedo. To ni dogovor, ki bi jim dovolil obdržati infrastrukturo in začasno ustaviti bogatenje. To je dogovor, ki od njih dejansko zahteva, da se temu odpovejo. In to zanje, to ni več taktični umik, ampak nekaj, česar njihova teologija ne more sprejeti, ker resnično verjamejo, da trenutno živijo v mesijanskih časih.
In dejstvo, da še vedno stojijo, potem ko jih je bombardirala najmočnejša vojaška sila na svetu, po izgubi svojega vrhovnega voditelja, po vsem, kar so prestali, jim ne daje občutka poraza. Pravzaprav se zaradi tega počutijo izbrane, da je to dokaz, da je Bog z njimi, da se fitna odvija točno tako, kot je obljubljala teologija in da je vrnitev imama bližje kot kdajkoli prej. In? Bodo zmagali? Skoraj zagotovo ne. Ampak ali nameravajo kmalu popustiti? Tudi to ni verjetno, ker ne moreš premagati človeka v pogajanjih, ki misli, da živi sredi prerokbe, ki se dejansko uresničuje. In to me pripelje do dveh najpomembnejših pravil pogajanja. Prvo pravilo je, da moraš vedeti, s kom se pogajaš in v kaj ta oseba verjame. In drugo pravilo, nikoli se ne pogajajte s teroristi, še posebej ne z verskimi fanatiki. Sem Irkaj in se vidimo naslednjič.